žarki oziroma sončni žarki pridejo na kožo, koža jih lahko, veste, reflektira, enostavno jih odbije, lahko se razpršijo, ampak en del pa gre noter. Koža v bistvu vsrka sončne žarke in ta del žarkov, ki je v koži, potem dejansko imamo tudi posledice oziroma fotobiološke učinke. V koži obstajajo različne molekule, ki so naše ali eksogene, ki se rečemo kromatofore, ki dejansko vsrkajo te žarke, potem se one spreminjajo in mi rečemo, da nastajajo eni fotoprodukti. To so na primer neki prosti radikali ali različne kisikove spojine in oni potem posledično vplivajo na okvaro in spremembo in genetskega materiala kože, vplivajo na okvaro tkiv, encimov ter na pojavo vnetja in na zmanjšanje odpornosti. Tako da v bistvu, veste, hitri procesi fotokemičnih reakcij, ki se dogajajo po teku mikrosekundah, povzročajo pa posledična dogajanja na koži, ki so lahko vidna šele po letih ali v prihodnjih desetletjih. Tako da okvare kože zaradi sonca so dejansko sprva nevidne, ampak se kopičijo, se števajo in po mnogih letih postajajo vidne. Tako lahko rečemo, da je kožen pergament časa, ker vanjo vpiše sonce, ostane zapisano. Trend porjavele kože še vedno in trend, zato pa dermatologi, če že nekako želimo porjavelo kožo, res dejansko morda raje svetujemo kreme za samo porjavitev, ki so res varni pripravki v cilju pač dobivanja tovrstne barve kože, ne. Drugače pa kot za, da rečemo, vsako temo, vsaki del našega zdravja, dejansko eni upoštevajo in se držijo, ker jim je koža potem zelo hvaležna, eni enostavno pač nekako te modne trende dajo, bi rekla, pred zdravjem. Koža ima svoje naravne mehanizme zaščite. Prvi naravni mehanizem zaščite je, da postane rjava. Se pravi, zdrave porjavele kože ni, rjava koža je vedno znak poškodbe kože. Drugi mehanizem zaščite je, da se površinski del kože zadebeli, dejansko predstavlja eno fizikalno zaščito pred vdorom sončnih žarkov. Ampak kljub temu, da koža ima svoje naravne mehanizme zaščite, potrebuje podporo oziroma potrebujemo fotozaščito, ki je potrebna od otroštva. Mi ne svetujemo fotozaščite, veste, fotozaščita je nuja. Izberite preparate s certifikatom kakovosti preverjenih proizvajalcev, ki so dejansko podvrženi nadzoru, varnosti in učinkovitosti. Izberite preparate, ki so širokospektralni, to pomeni, da nas ščitijo pred UVA, B žarki, ampak tudi infrardečo in modro svetlobo. Tudi svetujemo uporabo pripravkov, ki so sestavine testirane in hipoalergijske, ker večinoma ti ne povzročajo težav ne alergikom, ne otrokom s problematično kožo. Poleg tega se lahko na prodajalnem mestu zaprosi za vzorec pripravka in se pred nakupom preizkusi. Biti brez zaščite na soncu je kot pluti brez jedra proti viharju. In zaščitni faktor je, veste, en sodoben oklep, ki je tanek kot dih, a močan kot jeklo, če se seveda uporablja pravilno in redno. Za odrasle osebe svetujemo vsaj faktor zaščite 30 ali več, ki je predvsem med drugimi odvisen od količine preparata, ki ga date na kožo. Se pravi, da dosežete tovrstno zaščito, je potrebno, da se da preparat na kožo v količini od 2 miligrama na centimeter kvadratni kože. Če se da le polovica, zagotovimo približno tretjino zaščitnega faktorja. To pomeni, da pri eni aplikaciji, pri odrasli osebi, da bismo dosegli tovrstno zaščito, potrebujemo okoli 30 mililitrov zaščitnega preparata. Upoštevamo takrat tudi pravilo čajne žličke. Ena žlička je 5 mililitrov, se pravi, damo na obraz, na okončine, prednjo in zadnjo stran trupa, a pri tem ne smemo pozabiti na čelo, na ustnice, na ušesa, veke, nos. Eno 30 minut pred izpostavljenosti soncu je potrebno, da se dajo preparati na kožo in da je ta sloj debel, enakomeren in da zaščito ponovimo vsake 2 uri oziroma pogosteje, na primer ob kopanju ali na primer ob močnem potenju.